Cenjene poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi epizodi ASEF podcasta Vertikala zdravstvo. Danes se po daljšem premoru vračamo z zanimivo epizodo in sicer pogovorom z Blažem Triglavom, ki je direktor in soustanovitelj podjetja Mediatly. Študiral je poslovno ekonomijo in poslovno upravljanje s poudarkom na tehnološkem menedžmentu na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju pa je skupaj še 4 prijatelji ustanovil Mediatly. Mediatly je podjetje, ki zdravnikom pomaga pri boljšem odločanju za paciente. Njihova aplikacija pa je dosegla že več kot 250,000 zdravnikov. Podjetje deluje predvsem v srednji in vzhodnji Evropi ter Italiji, zdravnikom pa na prijazen način ponuja različne informacije o zdravilih, orodja za klinično odločanje in še več. Lepo pozdravljeni in hvala, da ste se nam danes, da ste se odzvali na moje vabilo za naš podcast. Hvala za priložnost, pa z veseljem delim svoje izkušnje. Hvala. Pa bova kar začela. Končali ste ekonomsko fakulteto v Ljubljani. To je v bistvu kar področje relativno daleč od medicine. Kako ste potem na koncu končali na našem področju? Ja, zgodba je malo zapletena, ampak na podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti sem se z 2 sošolcema smo se začeli pogovarjati, mi bi pa nekaj svojega delali, mi bi pa naredili nekaj bi radi dobrega delali, nekaj v IT-ju, s softverjem in tako naprej. In v bistvu smo začeli čisto iz ene druge podlage. Smo začeli iz tega, da smo videli, da mobilne aplikacije v Sloveniji so relativno bile slabe v tistem trenutku, to je bilo leta 2011. To je bilo res na začetku te mobile revolutiona. Smo rekli, mi bi radi delali res dobre mobile produkte. Hkrati sem pa moj brat je študiral medicino in njegov sošolc, ki sta še ostala 2 člana te petorke, ki je začetna ekipa Modre jagode oziroma Mediatlyja. Sta v bistvu bila oba medicinca in oba sta imela ta problem, da nimata dostopa do informacij o zdravilih, to je bilo v eni knjigi na kliniki, noben ni vedel, kje je ta knjiga. In mi smo imeli svojo neko tehnično vejo, ko smo želeli pač delati aplikacije, ona dva sta tudi bila zelo tehnična in sta rekla, da bi tudi rada si naredila aplikacijo za zdravila in nekako skozi naslednje mesece in tako naprej smo se lepo združili in začeli delati na tem izdelku, ki je bil originalno register zdravil, potem se je pa razširil še v marsikaj drugo, ne. Tako da moja pot v medicino je bila prek mojega brata in njegovega sošolca, ki sta oba medicinca in v bistvu smo pa vsi zelo, kako bi rekel, primarno tehnično naravnani, tudi ona dva, ki sta medicinca, sta primarno programerja po duši in tako naprej, sta tudi pol šla iz medicine v programiranje. Ja, saj to je bilo moje naslednje vprašanje, je ta medicinski del ekipe ostal v medicini oziroma... Moj brat je šel naprej v razvoj, medtem ko to je torej Jure Triglav je šel naprej v razvoj, Nejc Tomšič je pa še vedno co-founder in on je tudi, ampak tudi zdaj v bistvu se predvsem s programiranjem ukvarja, ne. Medicinski del je bil zelo dobrodošel na začetku, da res smo to domensko znanje imeli, pa zelo hitro 1000 enih vprašanj razrešili, kaj je pomembno zdravniku, kaj ni pomembno zdravniku. Je pa pol potrebe so pa z rastjo podjetja še dalje bolj šla v ta tehnični del in kako zdaj tehnološko ostanemo napredni, kaj še lahko naredimo in tam smo se pol tudi fokusirali. Ja, to sem tudi v nekih drugih pogovorih slišal velikrat, da zelo težko pride v ta medicinski krog, predvsem zaradi tega, ker je toliko domenskega znanja in se je mogoče na neke trenutke lažje tudi programiranja priučiti. Absolutno. Potem, ko si že naredil medicino, ne. Verjetno za vzdrževanje up-to-date steka je pa to v bistvu tudi zelo zahtevno in specializirano področje, Absolutno. ki ga težko tudi medicinci preskoči, ne. Tako. Da res mora biti taka transdisciplinarna ekipa, ne. Tako, najlažje je tako, ja. Pa je bila Modra jagoda vaše prvo podjetje, ali ste že prej, ko ste rekli, da ste bili navdušeni nad tem, da bi pač imeli neko podjetje, neko aplikacijo, ali ste že kaj poskušali prej, pa je bil ta prva uspešna ideja, ali ste one for one, pa je pač Ne, ni bilo uspela? one for one, bilo je v bistvu tako, da Modra jagoda je bila originalno podjetje, ki je nastalo, ker smo želeli, v bistvu smo sestavili en projekt, takrat je bila mobilna aplikacija za eno ribogojnico, ki je imela home delivery. Pač dostavljali so ribo na dom, pač sveže brancine in mi smo se nekako začeli pogovarjati z njimi in smo želeli jim predstaviti ta projekt, da bi naredili in spletno stran in mobilno aplikacijo, vse bi bilo tekoče in intuitivno. Ampak smo bili tako, zdaj projekt smo sestavili, ampak nimamo pa podjetja, moramo nek DOO ustanoviti, da bomo lahko pol, če rečejo ja, da bomo lahko zaračunali za to. Tako smo pač dali prvo naredili podjetje, še preden smo imeli karkoli za delati. In še eno par takih projektov je bilo, ki so bili čist
iz različnih vej. Hkrati je pa nastajal register zdravil v ozadju, ampak začetna ideja je bila, da register zdravil, da najdemo nekega sponzorja, neko farmacevtsko podjetje, ki bi v bistvu bila tudi lastnik te aplikacije, samo zaradi tega, ker poslovni model takrat je bil zelo nejasen, kako bomo mi sploh s tako aplikacijo, kako bomo lahko delali na taki aplikaciji na dolgi rok, ker plačati takrat za aplikacije noben ni hotel, pa še danes je zelo podobno. In je bila pač ta težava. Hkrati smo imeli te druge projekte, od katerih so praktično vsi večino teh poslov nismo dobili, večino je bilo nekih takih one-off projektov, ki so dobili par 10, 20 userjev in potem je to bilo to. Hkrati, ko smo pa delali ta register zdravil, v ozadju pa smo imeli že beta verzijo, je pa bilo komorkoli iz medicinske fakultete, študentom ali pa tudi, ko smo se z zdravniki začeli pogovarjati, komorkoli smo dali dostop do aplikacije, so bili, ja, to rabimo, ne. In smo prvič dobili to energijo od tega, da delaš na produktu, ki ga drugi želijo in ki je ni treba ga prodajati in potiskati v roke ljudem, ampak ga sami vzamejo in so tako, ja, rešuješ mi problem, to je najboljša rešitev, to je super, ne. In potem smo zelo hitro iz tega pač prišli, ok, vsi ti ločeni projekti, pa še imeli smo še ene druge medicinske aplikacije, ki so tudi bile ful uspešne pol, ampak vsi ti drugi projekti, ki pa niso bili povezani z medicino, smo ugotovili, da v bistvu nimamo dosti ljubezni do tega, da hočemo delati na lastnih produktih, ne delati za druga podjetja, hočemo delati pač lastne produkte in nekako držati usodo v svojih rokah, kako te produkte razvijamo in kakšne probleme rešujemo. Ja, meni se zdi, da zdravstvo je tako posebno področje, ki v bistvu zelo hitro ljudi potegne noter. Tako tiste v zdravstvu, kot tiste ven, to sem videl tudi pri zdravniki sledilnik, ker v bistvu kar naenkrat se je začelo več in več prostovoljcev pridruževati in vedno več smo začeli delati različnih featurov na spletni strani. Zdaj mogoče še čisto tako začetno vprašanje, iz kje pa izvira pač ime Modra jagoda? Ja, to je bilo, pač iz te začetne ekipe 5, en izmed njih je bil Američan, Brent LaRue. On je bil v bistvu, 3 smo bili na faksu, ko smo se našli, jaz, Marko Nikolovski pa Brent LaRue, in potem sta bila še Nate Tomšič pa Jure Trilov, moj brat, ki je bila ta petorka, originalna petorka Modre jagode. In za ime smo imeli, seveda smo enkrat rekli, gremo ven, bomo nekaj dobrega pojedli, dobrega spili, bomo kreativno razmišljali, kako bo ime. Katastrofalni predlogi, se ne da je Modra jagoda bistveno boljša, ampak pol je pa bil en dan, ko smo programirali, sedeli za mizo v stanovanju od mojega brata in Brent vpraša, vidi pač borovnice na mizi, ne, pa tako vpraša, good blueberries, what are these called in Slovenian, ne, ker sem se poučil slovensko, ne. In pol moj brat tako reče, Modra jagoda, ne, pač blueberry, ne. In pol mi tako, Modra jagoda, ja, to je super ime. In pol iz tega je radila Modra jagoda, ki sicer nima nobenega smisla in tudi konstantno so nas spraševali, se ukvarjamo s sadjarstvom, a je nekaj, imamo kaj, v bistvu, a smo v čisto neki drugi industriji, vsakeč, ki nas je kdo srečal, je pa bilo koristno ime iz tega vidika, da vsak si je zapomnil Modra jagoda, ker je bilo tako nenavadno ime, da Ker je bil tak stand-out. Ker je bil tak stand-out in nobenemu ni bilo jasno, iz česa izhaja, tako da je vedno bil vsaj conversation starter, ali pa ko smo kak mail poslali komu, ki nas ni poznal, je bil tako Modra jagoda, kaj pa te delajo, ne, tako da je bilo, z tega je bilo kar koristno, ja. In kako ste pa potem na Mediatli prešaltali? Pol, ko smo šli, ko smo dali ven register zdravil in je tudi aplikacija dobila ogromno uporabnikov v štartu, smo se tudi odločili, da gremo full time v medicinske aplikacije in specifično, da probamo ta koncept registra in tudi še dodatne stvari okoli reševanja problemov za zdravnike, pač delati čim več v državah, ne. In potem smo začeli iskati investitorje, da bi se lahko razširili, ker sama aplikacija takrat bila še popolnoma zastonj. In v bistvu so nam zelo zgodaj, ko smo hodili bil je en, mislim, da je Hekovnik takrat organiziral trening za pitchanje investitorjem in tako naprej, kjer si pač predstavil, kakšna je rešitev, zakaj ima to potencial, da bo to startup, ki bo zelo hitro rasel. In so tudi prihajali tuji investitorji ocenjevati te nastope in kako predstavljam podjetje in zelo hitro je bil nasvet pač, dejte, ne morete biti Modra jagoda, ker ima 2 trda r-ja noter, to noben razen tle naša regija ne zna izgovoriti, ne rabite neko mednarodno ime, ne. In pač nima veze, kaj je, vsete se in izmislite si nekaj, kar bo lahko človek, ki bo slišal za podjetje, lahko se je izgovoril. Ja. In pol iz tega je prišel Mediatli, ki sicer ima ironično ogromno težav z izgovorjavo, enako kot je imelo Modra jagoda, ker pač smo Mediateli, smo Odvisno v katerem delu Evrope. Odvisno v katerem delu Evrope, pač je skoraj vedno izgovorjava napačna.
Nam je sicer bilo zelo logično, da je pač medical information immediately je bil naš tagline in potem smo samo rekli immediately medical information immediately. dobro. Ampak ta tagline je skozi leta šel stran, ker se je aplikacija tudi razširila v uporabi, pa smo šli v širše vode. In ta tagline se je izgubil, in potem se je po mojem tudi izgubilo to pač, da je to pač sam immediately brez prvih 2 črk. In to je to. Super. Zdaj pa, da se vrnemo nazaj. Rekli ste, da ste začenjali tam okoli leta 2011. Zdaj jaz sem gledal na internetu, kdaj je bil CBZ v Sloveniji, oziroma kdaj je na footerju, kdaj je tista letnica licence, ne? In to je leta 2012-2014. Tako da vi ste v bistvu o tem razmišljali že malo preden smo CBZ v Sloveniji imeli, oziroma CBZ ki je trenutno bila prva digitalna verzija, oziroma kako je s tem? Mislim, da je CBZ takrat je že obstajal praktično v takšni obliki, kot je še danes, čeprav tekom tega pogovora, oziroma ko bo ta pogovor že izšel, bo zelo verjetno že nova verzija CBZ zunaj. Ampak takrat je že bila ta osnovna različica z istimi barvami, kot si jih vajen danes, ampak se je še nekaj posodabljala skozi naslednja leta. Tako da tisto je že bilo, je pa bila pač ta težava, da še vseeno, kaj je v bistvu zdravnikom bilo najbolj pomembno, je, da imajo hiter dostop do doziranja, do indikacij in takih stvari, in to je bilo še tudi na tisti spletni strani CBZ zaklenjeno v PDF, oziroma zaklenjeno v PDF. Pa če je bilo v PDF-u, lahko si dostopal. Mogo si pa čez PDF. Ja, tako. Ampak na mobilnem telefonu je bila ta huda težava, da si tisto prebral in zoomiral in gledal. Tako da ta je bil ta razlika, zakaj smo mi takrat šli. Pa zdaj moramo po moje za poslušalce tudi povedati, da ti PDF-i, da to ni dvostranski PDF, kjer imaš vse stvari na enem, ampak to so ponovadi 50 strani dolgi PDF-i, to so povzetki študij. Tako, tabele, vse grafi. tisto, kar je bilo regulativnega zraven, tako da v bistvu, da ti najdeš tam informacijo, kako odmerjati zdravilo, moraš kar 10-15 minut scrollati gor, pa poiskati, katero je dejansko zdaj tisto, katero je bila se metodologija študije, kjer so potrebovali, da zdravilo deluje. Tako. In to v bistvu vzame ogromno časa. Kar nekaj časa. To je bilo tudi ena zadeva, ki smo imeli v začetku težave, ko smo razlagali potencialnim investitorjem, pa ljudem, ki niso bili iz medicine, so vsi bili tako, pa saj zdravniki poznajo vsa zdravila, zakaj rabijo nekaj takega, kot ste vi? Ko bile, ne. Ja, in so bili tako, ko bile, saj pol sem prav, ker je bilo dosti inženirjev in tako naprej, smo rekli, saj ljudje, ki kodirajo oziroma programirajo, saj poznajo praktično vse načine, ampak še vedno ogromno časa preživijo v googlanju alternativnih rešitev, kako bi lahko detajlov, kako implementirati neko stvar, zaradi tega, ker v tistih detajlih je skrivnost. Valjda pa kot pacienti smo vajeni, da ti na škatlici piše 3-krat na dan, na vsakih 8 ur, in pol ljudje, ko smo mi razlagali o tem, da pomagamo zdravnikom pravilno dozirati zdravilo, so tako, a ni to tako, pač 3-krat na dan vzameš tableto, pa je to, kaj je pa tle komplikacija. Ampak bolj greš to področje, jaz kot ne medicinc, pač globlje sem se zakopal, bolj je tako, tle je nešteto možnosti, nešteto prepleta z drugimi zdravili. Vsaka specialnost ima svoje zdravila, ki so redna, sej tistih 20 najbolj pogostih veš na pamet, če te zbudijo po noč, znaš povedati koliko, ampak potem imaš pa kakšna bolj nišna, specifična, ali pa tista zdravila, ki so dejansko lahko nevarna, če jih slabo zdoziraš, pa je mogoče vedno boljš 2-krat preveriti, pa potem da tako kar zaupati svojemu znanju, pa mogoče, ne vem, ravno tisti trenutek, ne vem, si izmatran, je definitivno boljše, da lahko nekaj hitro. Ogromno informacije, pa tudi te informacije se spreminjajo, pač mi se zdi, da ogromno ljudi tudi misli, da so te dokumenti statični, to pač enkrat pride ven in je to so konstantne posodobitve, pa se spreminja, kako se dodajajo ali stranski učinki, ali se dodaja nova indikacija, zakaj se lahko uporablja, ali neka nova omejitev za določeno populacijo, ker tam je pa zdaj malo bolj tvegano to predpisovati. FDA ima tiste pisma opozorilna, a to imamo tudi v Sloveniji? Za nekatere, mislim, da je tako, da je omejeno, recimo imaš neke warninge, če neka nova nevarnost pride ven, ki je bila identificirana za specifično populacijo, so dokumenti, ki se zraven tega pač pol tudi pošiljajo. Ampak še vseeno je to tako, nekatere spremembe so, take pomembne spremembe so na ta način, ampak ogromno je še manjših sprememb pri zdravilih, ki pa mogoče nekako še danes se izgubijo v tej poplavi informacij. Okay. In zdaj v bistvu vaša zadeva razmišljanja je to, da mora biti aplikacija na telefonu, v rokah tistega, ki uporablja, tam, kjer uporablja, je bila kar napredno. Mogoče tudi na račun tega, da se nacionalne rešitve tega niso lotevale na ta način, vam je omogočalo preboj na tem področju, ne? Ja, takrat so bilo vse, mi smo 2011 je bilo 2008, mislim, ali 2007, da je prišel prvi iPhone in takrat je bilo v Sloveniji, ne vem, 10% ljudi je imelo smartphone, ne. Ampak med zdravniki je bil ta procent ful višji in mi smo tudi videli že 2012, ko smo dali polno aplikacijo ven,
da so ljudje kupovali iPad ali pa iPhone ali pa Android telefon, zato da so lahko imeli dostop do aplikacij. In smo vedeli, da v bistvu ta oseben, ker tudi na kliniki računalniki niso osebni zares, ne, pač se deli si več ljudi računalnik, enostavno dostop do informacije je bil tako kompliciran, bilo je pa jasno iz milijon drugih use caseov, da v bistvu mobilni telefon pa preseka to bariero, da pač ne moreš priti do zdravnika, ne moreš priti direktno do njega. In da se je to čist presekalo, je v bistvu nam odprl ta vrata, da rečemo, ne rabimo dovoljenja od nekoga, da si inštalira to aplikacijo na svoj telefon, če jo želi imeti, si jo bo inštaliral in to je to. Hkrati ima pa to vedno s sabo, ker sam na desktopu oziroma sam na webu biti ni bilo dovolj, ker pač ljudje so hoteli to imeti v žepu, hoteli so imeti, da dela brez interneta, vse te stvari, ki so pač bile takrat res hudo potrebne, ker še ni bilo signala po 3/4 bolnice in vse te rešitve smo nekako zapakirali v aplikacijo. Okay. In zdaj podatki CBZ-ja so bili odprti od nekdaj, se pravi ti Exceli, ki jih oni objavljajo, XML-i. In to je v bistvu verjetno ena od osnov, iz katerih ste tudi vi izhajali. Brez tega verjetno ne bi šlo. Tako, to je v Sloveniji bilo to v bistvu velika pomoč, da so te podatki na voljo za kogarkoli, da si lahko celotno bazo zdravil v bistvu potegneš dol. Še vedno je bil daleč največ dela je bilo še vedno na strukturiranju teh dokumentov o zdravilih, tako tam je bilo največ, kako rekel, hecanja, je pa bila velika pomoč, da je ta indeks zdravil pač za te PDF-e obstaja nek API ali to v bistvu enega pa po enega? Enega po enega, pač to je v bistvu skrejpanje in za vsako državo je tudi malo drugačno. Nekatere države imajo vse PDF-e polinkane na svoji strani o zdravilih ala CBZ, vsaka država ima svoj CBZ. Nekatere imajo povezavo sam do SPC-ev, ki so po nacionalnem postopku, torej to so starejša zdravila in za evropska zdravila ti sam rečejo, pojdi na EMO in najdi tam to zdravilo. Tako da kombiniranje tega in pol še hkrati kombiniranje, v Sloveniji je to vse združeno, v drugih državah so recimo še podatki o tem, katera zdravila se lahko predpisujejo oziroma so krita strani države. V Sloveniji, katero je na listi. Na kateri je na odobreni listi, to je v Sloveniji to vse na eni spletni strani, CBZ ima vse te informacije. Medtem ko v tujini je to na 2-3 različnih spletnih straneh in ta pravila pol moraš nekako... Verjetno od zavarovalnice do zavarovalnice različno, če so različne zavarovalnice. Tako. Tako da to je ogromno tega strukturiranja in mrženje teh podatkov, v Sloveniji je bilo pa to precej lažje in smo se sam s temi podatki o zdravilih, oziroma dokumenti o zdravilih. Se pravi, v koliko državah zdaj operirate? V 14. Okay. Pa imate za vsako državo neko svojo ekipo v državi ali vse tukaj iz Ljubljane? Vse večinoma tukaj iz Ljubljane. Pač to je bil en večjih prednosti, takoj, ko smo štartali, smo kmalu po Sloveniji smo šli na Hrvaško in smo že v osnovi mogli cel koncept postaviti tako, da lahko relativno na preprost način lokaliziramo aplikacijo za novo državo. In ko smo to naredili za 2 državi, je bilo za tretjo malo lažje. Tako da imate neke standardizirane pristope in lahko poljubno dodajate. Tako, pač ni tako preprosto, ampak je pa v bistvu izvedljivo, smo pa recimo pri 14 smo zdaj relativno, tako bi mogli ekipo začeti povečevati, zato da bi lahko še več držav pokrili, ampak pol to... Ker mora v bistvu verjetno za vsak trg je vsaj ena oseba, ki potem to redno spremlja, kaj se dogaja. Ni tako, ker v bistvu na začetku ti spoznaš pravila, spoznaš strukturo, spoznaš, kateri so zanesljivi viri. Ta mapping se pač naredi v začetku, pol se pa postavi v bistvu avtomatiziran sistem, ki te informacije kombinira. Hkrati imamo pa sistem preverjanja, kjer pa je ekipca, ki je v bistvu vsebinska ekipca, ki se ukvarja s tem in preverja in veš, in pol se gleda samo vsake baze na naslednjo bazo, kaj se je spremenilo, a se je kaj porušilo, se je kakšen vir spremenil, ker včasih se pač vir spremeni, se celotna spletna stran redizajnira v kaki državi v tujini in moraš znova proces postaviti, ampak ko imaš enkrat ti to osnovno bazo, v bistvu gledaš samo spremembe in spremljaš, da je konsistentna kvaliteta baze. Razumem, ja. In to imate v bistvu neko verjetno svojo infrastrukturo, verjetno ne gre tu prek GitHuba pa Actionsov. Ne, nažalost ne še. Mogoče kmalu, ampak ja. Zdaj CBZ, kot sem rekel, nazadnje bil poslobljen tam okoli 2014, letos poleti prihaja preko NOO sredstev nova verzija, tukaj ste tudi vi zraven. Tako ja. Tle smo v bistvu za dizajn in za frontend razvoj aplikacije sodelujemo z podjetjem Better, ki postavlja ta celoten sistem. Tako da to je zdaj, mislim, da mesec dni stran ali pa mesec pa pol stran od izida. Upamo, da vse šlo tako kot mora biti. In nam je tudi bilo všeč, da se nekako zgodba zaključila, da 15 let, 14 let nazaj smo postavili neko svojo različico tega, alternativo. Zdaj pa to postalo mainstream. Zdaj pa lahko sodelujemo pri tem, da neka znanja, ki smo jih pridobili skozi teh
14 let delimo nazaj za uradni sistem, ki ga bo tudi država uporabljala. Pa mislite, da bo zdaj ta novi CBZ prenovljeni, bo to vplivalo na vaš trg v Sloveniji? Bomo še rabili Mediatli ali bo ga CBZ lahko nadomestil? Mislim, gre za isti produkt? Ali Ne, v ne, ne, osnovi, ne, ne, v ali je v bistvu- bistvu... V bistvu tako, CBZ bo naprej tako, ne vem, kako se bo zdaj, a bo zdaj nacionalni register zdravil, da ne bom napačnih okrajšav uporabljal. Ja, ne. zdaj z zakonom o digitalizaciji se to malo preimenovalo. Tako ne bo neko preimenovanje, ampak v bistvu to bo še vedno osredotočeno na informacije o zdravilih, imel bo pač zelo fokusiran na to, medtem ko Mediatli je pa skozi to obdobje tudi zrasel mar širše, dodajali smo ogromno nekih funkcionalnosti, ki nadgrajuje to, oziroma ni sam zdaj vir informacij o zdravilih, oziroma sam register zdravil. Ne. Tako da mi tako rečemo, absolutno je fajn, da se na državnem nivoju pač, da je ta projekt teče in da se bo naredila boljša različica. Ne vidimo pa to kot neke direktne konkurence, čeprav pokrivamo podoben primer, ker probamo biti že par korakov naprej, probamo pokrivati tiste probleme, ki pa ni namenjeno, da jih država zdaj pokriva s takim projektom. Ne. Pač, da je malo bolj, kako bi rekel, aplikacija namenjena končnemu uporabniku na telefonu, medtem ko nacionalni register zdravil je pa vseeno taka, kako bi splošne informacije. Bo. Sam je pa pač fajn. Mislim, da so drugačni use casei, za komu je namenjeno in kako je namenjeno. Bosta pa oba, se mi zdi, imela benefit, da zdaj, ko bo CBZ oziroma nacionalni register v tej novi preobleki, bomo tudi mi imeli malo večjega tega konkurenčnega prešira, da razmišljamo, kako je pa mi še nadgradili našo izkušnjo, da izstopamo. Tako da je to vse pozitivna konkurenca. Pa rekli ste, da je to tudi vaš prvi tak večji razpis, ne, na katerega se prijavljate. V bistvu nismo se prijavili na razpis, kasneje smo postali partnerji, ker pač imamo neka znanja z tega področja in smo pač z Betrom pol našli neko skupje. Je še kakšna druga država, ki se je tega na ta način lotila? Mislim, tako rekli ste, da ste na kar dosti trgih prisotnih. A je ta CBZ, ki ga imamo mi, je to state of the art, kakšna država to boljše dela? Mislim, verjetno najbolj pomembno je, da so podatki odprti z vsemi temi javnimi veri, Tako. Iz kateregakoli področja. Tako. Pa se mi zdi v Sloveniji, bolj ko se v različna področja poglabljam, več opažam, da dejansko so v ozadju, ko so dizajnirali te sisteme, že kar dobro pa napredno razmišljali tudi 20 let nazaj, pa so rekli, ti podatki morajo biti odprti in se jih mora dati prenesti. Tako je. Slovenija je tle, mislim, da kar dobro. Tako, kot si rekel, že 2011, pa že predtem je CBZ imel pač za register zdravil, za bazo zdravil, si sam potegnil Excel z njihove spletne strani, ki se je redno posodabljal, in to je bilo takrat praktično nobena, mislim, redko katera država je imela na ta način. Ne. Že ko smo delali takrat Hrvaško, je bil bistveno bolj kompleksen problem, kako to narediti. Tako bom rekel, danes, ker mi smo pač bili zdaj na 14 držav, smo v zadnjih 2-3 letih, so določene države, ki so še bolj napredne, ki že imajo API-je, ki imajo ne vem kaj, ki bo zdaj tudi v bistvu s tem novim sistemom se bomo temu približali, in so države, ki so pa 30 let za časom, v smislu nobene digitalizirane verzije dokumentov o zdravilih. V bistvu edino, kar ponujajo, je, ne bom izpostavil države, ampak je že 10 let smo že v njej, pa 10 let je enako. V bistvu njihov register ima skenirane dokumente, ki so s pečatom prečrtani. In jih ne moreš niti in ne iskati. moreš niti strukturirati, nič ne moreš narediti zaradi tega, ker je pač toliko slabo, tisti vir je toliko slab, da enostavno je neuporaben. Ne. In tudi že 10 let napovedujejo, da se bo nekaj spremenilo, mi se tudi že 10 let z njimi pogovarjamo, pa se še ni. Mislim, da zdaj praktično vsi pa zdaj čakajo Evropsko agencijo zdravil, ki v bistvu zdaj bo dalo ven kmalu dostop do teh zdravil v strukturirani obliki, vsaj za te, ki grejo prek centralnega registrskega postopka za celo Evropo, kasneje pa za vsa zdravila v Evropi, in boš imel v bistvu prek Evropske agencije za zdravila API dostop in vse strukturirano. In vse tako. Mogoče tako kot stranska opomba, zdravila v Evropski uniji se pač lahko začnejo prodajati na evropski trg, s tem, da jih neka lokalna avtoriteta oziroma EMA. Ne? Se pravi, če nekdo registrira zdravilo v Sloveniji, potem lahko zelo na lahek način začne prodajati tudi druge po Evropi. Tako, oziroma preko EME. Ne? Tako, če gre prek centralnega. Ampak problem tukaj je, da če ti na neko lokalno agencijo to prijaviš, čeprav gre to potem naprej na EMO, so neka ločena pravila za vsako agencijo, različni načini, kako te podatke objavljajo. Tako da v bistvu iz vašega stališča, ko želite neko centralno resnico, je najbolj, če grejo prek EME. Ne? Za podjetje pa verjetno različna poslovna logika. Ne, veš kako je. V bistvu zdaj morajo vsa zdravila iti čez centralni postopek. Ampak
velika večina zdravil, oziroma zdaj je mogoče že nekje 50-50, je pač še iz obdobja prej ta centralni postopek obstajal. Ne? Ampak to so tiste zdravila, ki so pogosto najbolj priljubljena, ali pa veš, neke antibiotiki, take stvari, ki niso šle prek EME, in ti rabiš v bistvu kot mi, kot aplikacija, rabimo dostop do tega obojega. Ne? In zdaj, kako pa ta sama nacionalna agencija te podatke objavlja, je pa pol res relativno, tako bi rekel, ogromno razlik je od države do države. No? In je nepovezano s tem postopkom, ker danes se mora pač vsako zdravilo prek tega centralnega postopka voditi. Ne? In to je verjetno v Ameriki veliko lažje, ko gre prek FDA. Ja, FDA je pač ima vse informacije, tudi imajo bolj strukturirane, imajo API za dostop do teh podatkov in te informacije pač lahko. Ja, se ukvarjate tudi kaj z ameriškim trgom? Ne, naš fokus je vedno bil Evropa in lokaliziranje vsake državi, kjer smo, zato da je pač tisti človek, ki je, ne vem, da slovenski zdravnik, ki uporablja to aplikacijo, ima slovenske podatke v slovenskem jeziku do maksimalne mere, kar se da, in podobno za vseh ostalih 14 držav, v katerih smo. Prej so se pogovarjali, da v bistvu imate vi malo bolj drugačen user preposition iz strani različnih funkcionalnosti, ki jih vaša aplikacija podpira. Se pravi, začeli ste s prikazovanjem podatkov o zdravilih, čez čas ste pa dodali različne funkcionalnosti, od različnih izobraževanj, kalkulatorjev in tako naprej. Kako ste se odločili, kaj dodati? Verjetno za izobraževanje je prišlo tudi neko financiranje strani industrije, ne? Ja. Kaj pa za orodja? Vedno je bila kombinacija, v bistvu, ker naš poslovni model je bil, pa še danes je v veliki meri, da gledamo, na katerih področjih prihajajo nova zdravila, kje so neke novosti, kje se smernice spreminjajo in kje je v bistvu treba znanje zdravnikov in zdravnic posodobiti za največji vpliv na to, da se bo zdravilo boljše v prihodnje. Ne? In znotraj tega kroga smo vedno iskali, kako pa zdaj to tudi financiramo, ker na nek način je za zdravnike seveda nelogično, da morajo sami plačevati za to, da bodo imeli zadnje informacije in tako naprej. In je bila osnova aplikacije vedno glavni del aplikacije bo vedno zastonj. Po so dodatne funkcionalnosti, ki jih zdaj v zadnjih letih tudi zaračunavamo, ampak osnovni dostop do informacij o zdravilih in do nekih smernic, do orodij, do kalkulatorjev, do izobraževanj mora biti brezplačno, zato da to glavno jedro dobijo zdravniki in zdravnice brezplačno. Ne? In potem je tukaj bila na drugi strani farmacevtska industrija, ki je pač izdajala ta nova zdravila in ki je tudi videla, nove smernice so prišle, ki je zdaj to zdravilo, ki dosti bolj učinkovito zdravi to bolezen, je zdaj v prvi liniji zdravljenja ali v drugi liniji zdravljenja, prej je bila pa v tretji liniji zdravljenja, torej da je šele zelo pozno v bolezni prišla v upoštev. In smo tle iskali nekak presek, te nove smernice imajo to novo orodje za izračunanje tveganja, glede na to tveganje se pol spreminja terapija, to bi lahko dodali. Hkrati smo pa gledali, kaj so pa tista splošna orodja, tako kot indeks telesne mase, ki ga vsi uporabljajo. Tukaj ni nekega novega zdravila, ki je razlog za to, da je to orodje v aplikaciji, ampak je samo zelo uporabno orodje. Da je vse na enem mestu. Da je vse na enem mestu. In vedno bil presek tega, kaj je najbolj uporabno za zdravnika, je en segment, kaj so novosti, ki so ful pomembne v medicini na drugem segmentu, in po gledanje overlapa, kje je pa tle še potencialno sodelovanje s farmacevtsko industrijo, ki želi te informacije čim bolj spraviti do zdravnika. Se mi zdi, da je zelo podobno tako kot WeChat, kjer pač si želiš, da v bistvu ti svoje aplikacije vse potrebe uporabnika nekako nasloviš. Ne? Podobno, tak je bil cilj. V zadnjem času ste se pa tudi močno podali v umetno inteligenco in različne robote za pomoč pri iskanju podatkov. To je tudi v svetu farmacije zelo pomembno, kar se prej pogovarja, so ti PDF-i zelo dolgi. Kako se reče te vaši rešitvi za umetno inteligenco? Zdaj je v bistvu poenostavljeno AI mode. Tako da ste poenostavili. Se mi zdi, da prej imelo neko ime. Ja, prej je bila Eli, to je bila naša začetna faza testiranja. Zdaj pa v bistvu gremo čisto v to, da se v bistvu AI nekako iz tega osrednjega položaja, ki je pač neka ločena izkušnja, da se čim bolj integrira v glavni search in da v bistvu ti, ki priješ v aplikacijo, lahko ali iščeš specifično zdravilo ali pa napišeš neko dolgo vprašanje o predpisovanju, ali preverjanju doziranja ali preverjanju, katera so druga zdravila za to bolezen. Torej oba ta načina želimo pač nekako poenostaviti. Na nek način imamo podoben problem kot Google, ker pač si vajen, da greš na Google, pišeš nek keyword, hkrati si pa od teh novih orodij, ChatGPT in tako naprej vajen, da pač četa. Da četa in da na široko sprašuješ in da je vprašanje
mogoče dosti bolj široko kot sam aspirin. Tako da v bistvu zdaj immediately podpira, pač, da imaš one search bar in ta ti bo Tako. vrnil, kar pač mu daš, bo on prepoznal, kaj si mu dal in bo iskal na ta način. Če sprašuje, če imaš sam iščeš zdravilo, ti damo tudi suggestion ali iščeš ta zdravila, če pa napišeš daljše vprašanje, ti pa pač klikneš naprej, ti pač tako avtomatsko AI chat odgovori. Ne. Pa uporabljate kakšno open source ozadje za ta vaš AI model oziroma razvijate kaj svojega, kupujete neke druge zadeve? V bistvu imamo tako, testiramo več različnih modelov odzad, kaj je pa naš del je pa potem, kako strukturirati ta vprašanja, kako zagotoviti, da ko nekdo vpraša, Kaj so ta navodila v kaj so ozadju? ta navodila v ozadju. Ne? Zato, da ni, če greš ti na Gemini ali pa na ChatGPT nekaj vprašati, pri nas dobiš dejansko bolj preverjene podatke, pa bolj strukturirane za zdravstvenega delavca, torej za zdravnika, sestro, farmacevta, v primerjavi z ChatGPT-jem, ki pa mogoče malo bolj nasplošno napisano. Se pravi, na en način tekmujete za open evidence na tem področju, za ta evropski trg. Z marsikom, ja. Open evidence je res. Je eden večjih, no, Tako, ampak tako. tudi zdaj druga podjetja so začela na Tako, zdravstvo prehajati. Kako pa v bistvu kako v bistvu zagotoviš, da so ti podatki, ki jih ta AI vrne uporabniku, da so pravilni? No, recimo, predstavljaj si, da ko imaš veliko pacientov, pa napišeš vprašanje, pa ti neka taka spletna, neka aplikacija, ki zaupaš, kot immediately odgovori, verjetno potem ne greš še tega dodatno preverjati. Čeprav zmeraj pri teh chatbotih piše, da moraš odgovore preveriti, ne? Ampak to potem nekako premaga namen. Kako v bistvu zagotoviš, da imaš pravilne odgovore, da ne delaš napak? Ja, saj to je v bistvu par vej tega. Eno je pač v osnovi vedno bazirati odgovore na podatkih, ki jih mi imamo in ki so preverjeni. Torej, ena stvar, ki smo jo zelo v začetku naredili, pa je takrat bila še tako mogoče, zakaj bi to kdo rabil, ampak je bilo, ko ti postaviš vprašanje, ne vem, o doziranju tega zdravila, in mi damo neko informacijo v odgovoru, se v bistvu zraven pojavi tudi referenca in ki ti klikneš na to referenco, te peljemo na ta dokument o zdravilu in ti highlightamo tisti stavek, iz katerega je bil ta odgovor sestavljen. Da je pač tako one to one, mi smo ti tle rekli, da je doziranje... V bistvu je bolj search engine kot UI, ne? Oboje, v bistvu je kombinacija. Veš, odgovor je še vedno sestavljen kot pač chat odgovor, ne? Ampak mi se želimo, da ti mi damo neko izjavo, da ti imaš možnost preveriti to in iti do osnovnega vira, kjer ti točno pokažemo, iz tega je to vzeto. Ne? Zaradi tega, ker je, tako se nam je zdelo, to je bila ena večjih pomanjkljivosti, da ti, ko dobiš od ChatGPT odgovor, ti tam da med viri, ti da neke random spletne strani, ki so nekatere malo bolj preverjene. Ni nujno, da so sploh obstoječe, da sploh obstajajo, lahko so izmišljene. Tako, ja. In se ta halucinacija, zdaj mogoče malo manjši problem, bolj je to, da dobiš citacijo iz medicalnewstoday.com z članki iz leta 2021, kako se zdaj dozira to zdravilo. To je tako 16. vir, toliko odstranjeno od originalnega vira, na katerem bazira ta informacija, da mi smo rekli, ne, mi hočemo, če obstaja uraden dokument za doziranje tega zdravila in mi dajemo odgovor o doziranju, mora ta odgovor izhajati iz tega dokumenta in podobno za vse ostale stvari. Ne. In to je bil ta osnova, da reference morajo obstajati, čeprav smo vedeli, da zdravniki ne bodo, uporabniki večinoma ne bodo klikali na te reference. Ampak morajo pa imeti možnost, da če v neko stvar podvomijo, da grejo preveriti in da si potrdijo, ta informacija je zanesljiva. Ne. Pa obstaja kakšen log tega, recimo, če jaz zdaj te stvari iščem na svojem telefonu, pa nekomu predpišem zdravilo, pa samo narobe predpisal. A obstaja log, da sem jaz dejansko tukaj vprašal, pa mi je tukaj dalo napačen odgovor? Oziroma... Mislim, to se načeloma ne zgodi, mi smo delali na tem, da ko to damo ven, do te situacije ne pride. Torej, ko ti mi damo informacijo, doziranje tega zdravila je tako pa tako. Ne moramo ti dati odgovora, predpiši pacientu to pa to. In tudi ne želimo dati tega odgovora. V bistvu to je tako, kot stetoskop ali pa ultrazvok. Na koncu si ti odgovoren. Tako. In pač to tudi zelo jasno izpostavljamo. To je bila že prej težava v aplikaciji brez umetne inteligence, ker pač, te so navodila, kako dozirati zdravilo temu pacientu, ampak to je navodila za doziranje tega zdravila. Pacient ima 10 drugih zdravil, ima neka pridružena stanja, za katera mi kot ločena aplikacija ne moramo vedeti in mi zato nismo nikoli želeli dajati izjave v smislu, mi pa z nami pa lahko, ne vem, zagotovo predpišeš na 100% varen način in nobenih težav ne bo, zato ker teh informacij mi ne moramo. Mi samo ponujamo informacije, s katerih pa zdravnik lahko sestavi pol tisti odgovor. In tle je v bistvu krajšate ta čas do priklica informacij, ne pa v bistvu delate odločanje namesto zdravnika. Tako, in zdaj s prihodom umetne inteligence se te meje sicer malo tako
zablurajo, ne, kaj je dejansko nasvet, kaj je sam informacija in mi še vseeno probamo biti čim bolj na strani, mi ponujamo informacije, zdravnik pa je tisti, ki se odloča, zdravnik mora dobiti vse te informacije in potem neko odločitev glede na to sprejeti. A za taka orodja pa obstaja tudi nekaj podobnega farmakovigilanci, oziroma če recimo opaziš, da gre kaj narobe, a vi to delate neko statistiko tega, kaj vam userji vrnejo nazaj? Ja, s tem, da pač tako, pri nas je to dvostopenjsko, ne. Preden zadeva gre ven širši javnosti, je pač interno testiranje in pač tam je tisti del, kjer se zagotavlja, da ne vrnemo napačnega odgovora, ne. Zdaj pa, lahko je pa tudi večina feedbacka, ki ga pol dobimo, ko damo to uporabnikom, je, ker pač smo bolj omejeni, pač nek ChatGPT ti bo za praktično vsako stvar odgovoril, ne. Mi pa pač rečemo, glej, za to nimamo informacije, za to nimamo odgovora, ne. In dela se pa pol ta feedback loop, ki se gleda, okej, s čim so bili uporabniki nezadovoljni, kaj so nam povedali. In ni v smislu, večina teh stvari ni informacija, je napačna ali pa ni napačna, ampak je, tle imate premalo informacij, tle mi niste dali odgovora. Ampak ja, če je vprašanje, a lahko je zdaj to naredi na ta način, pa mi imamo zelo omejeno količino informacij, seveda ne bomo podali tega odgovora, ne. To je ta pač ločnica med, zakaj pač nekateri preferirajo način, kako deluje ChatGPT ali pa Gemini in tako naprej, da pač ti na karkoli odgovori, tudi če je nekaj, kar ni ziher, samo zato, da dobiš ta občutek, rešil mi je problem, ne. Mi probamo biti na tem drugem delu še vedno fokusirani, ponujamo informacije, pa zdravniki pa tisti, ki odločevalci. Zdaj, rekli ste, da včasih nekih informacij nimate. Prej, ko sva se pogovarjala, sva se dotaknila tega, da nekatera zdravila uvozimo v Slovenijo po nekih mehanizmih, ki ne podpirajo, ki ne zahtevajo, da bi vsako zdravilo imelo svoj PDF z informacijami. Lahko malo več o tem poveste? Ja, to je ta specifika vsake države, katera zdravila imajo kompletne informacije, katerim zdravilom manjkajo informacije. Recimo v Sloveniji je res ta specifika, da je približno 20% zdravil, ki je na trgu, nima, ker so preko, mislim, da se reče preko urgentnega uvoza pripeljana v državo, zato ker pač država potrebuje, nimajo slovenskega dokumenta o tem, kako uporabljati to zdravilo, ne. Večinoma tudi pač ni dokumenta sploh, na katerega bi se lahko mi referencirali, ker to ni del informacij o tem zdravilu, ne. In tle je pač neka taka slaba uporabniška izkušnja. Slovenija je dejansko država, v kateri imamo najnižjo pokritost. Mi gledamo tako, koliko je zdravil na trgu, za koliko njih imamo kompletne informacije o zdravilih, ne. V Sloveniji je ta procent 80%, medtem ko v tujini je to 97, 98, 99%, ne. Tako to je zagotovo en izziv. Verjetno tudi zato, ker smo manjši trg in tudi za Tako je, farmacevte ni taka prioriteta. Tako, mi moramo več zdravil uvažati, vse je to pač posledica, kje smo in kdo smo. Ampak zdaj smo recimo tudi s tem, ko smo šli malo bolj v umetno inteligenco, smo tudi omogočili, da če nekega SPC-ja ni za to zdravilo ali pa za kjerokoli zdravilo s to aktivno učinkovino, da omogočimo uporabnikom, da rečejo, a je v kateri izmed naših drugih 13 državah obstaja to zdravilo z popolnimi informacijami in ponujamo pol tisto kot... Pa to gre v bistvu preko ATC-ja ali tržnega imena? Verjetno preko ATC. Oboje, mislim, idealno je, da in tržno ime se meča in pač ATC, ne, ampak če ni, pol ponudimo tudi ATC nivo, tako kakšen koli način, da uporabnika spravimo bliže do neke uradne informacije o tem zdravilu, ne. Okay. Zdaj, prej sva se pogovarjala, da ponujate tudi raznorazne točkovnike, podobno kot MD-Calc. Se pravi, zakaj je nastala potreba, da vi ponujate točkovnike? Kako vidite pač vzorce vaših uporabnikov, recimo uporabo točkovnikov pri vas versus MD-Calc? Mislim, to sta verjetno dva glavna vira, ki dobivaš točkovnike v Sloveniji. Absolutno, ja. Ja, da bi rekel, da sta dve veji uporabnikov in to je, glede na to je tudi pač odvisno, a je to, da imamo mi točkovnike nekemu uporabniku uporabno ali mu ni uporabno. So pač uporabniki, ki imajo za vsak ta use case neko svojo dedicated aplikacijo, tako kot je MD-Calc, in pač, ko uporabljajo točkovnike, grejo tja, kjer jih je 500 in to je to, ne. So pa drugi uporabniki, ki pa vsem preferirajo, da je tako vse v eni aplikaciji, da tudi recimo mi dodajamo točkovnike, ki so dostikrat, ki so zelo lokalni, torej nekaj, kar je za... Recimo smernice za diabetes. Smernice za diabetes, ki so za Slovenijo relevantne, ali pa recimo ena stvar, ki je taka, kako se že reče, estimated delivery date za računanje, kdaj bo... Železo. Ne, za nosečnice. Kdaj bo delivery date dojenčka. Okay. To je prevedeno v slovenščino in tudi pač bazira na slovenskih informacijah in smernicah, kdaj so pregledi, kdaj bo naslednji pregled in tako naprej. Pač probamo nekako dati ta benefit lokaliziranja podatkov, včasih samo s prevodom, včasih pa tudi z lokaliziranjem na lokalne smernice, da se kak točkovnik prilagodi temu, kar je v bistvu
pri nas relevantno ali pa v kjerkoli drugi državi relevantno. Ne. Je pa MD Calc zagotovo kot širša aplikacija z 500 točkovniki je marsikdaj bolj uporabna za koga, ker pač mi pa imamo, mislim, da nekje na 150 do 200 teh točkovnikov. Ampak mislim, da pokrivamo malo različne probleme. Mi malo bolj lokalne, oni malo te globalne. Mi pa v teh globalnih jemljemo pač v bistvu tiste točkovnike, ki so res zelo, zelo, zelo popularni in jih pač tudi sproti dodajamo. A gledate tudi, da imajo točkovniki, ki so v vaši aplikaciji, da so validirani za Slovenijo? Za Slovenijo pač tako. Uporabljamo popularne mednarodne točkovnike, ki so zvalidirani na zelo ogromnih datasetih in tako naprej, pa uporabljamo pač točkovnike, ki so del slovenskih smernic, recimo, ali pa del hrvaških, ali pa del romunskih, ali pa del italijanskih. Recimo Score 2, ki pove, kateri del Evrope je kakšno tveganje za srčne Tako, zaplete. in tam uporabljamo podatke specifično za pač, če je za Slovenijo, obstaja dataset za Slovenijo, pa Frax je, mislim, da je eno tako orodje za fracture risk, kjer tudi vsaka država ima svojo neko tveganje za to. Vse posod, kjer lahko uporabimo, tam, kjer obstajajo lokalni dataseti, uporabimo lokalne datasete, zaradi tega, ker je bolj primerno za to populacijo, ki je tam. Ne. Pa zdaj, v bistvu, ko se vedno več podatkov strukturira o pacientih na nacionalnem registru, pa tudi prihaja e-karton, pa verjetno v prihodnosti tudi e-temperaturni list in tako naprej. Ali mislite, da bo tudi enkrat mesto za vaše točkovnike znotraj teh nacionalnih rešitev? Ker predvsem pri teh točkovnikih je večni problem, da ti vzame kar nekaj časa, da vse te podatke not vpišeš. In je v bistvu veliko dvojnega dela. Ne vem, sestra vpiše podatke v program, pol pa ti iz programa pišeš nazaj na telefon in pol spet iz telefona poveš, kaj ti je kalkulator vendal. Ja. Ne, to je definitivno nekaj, kar razmišljam. Tukaj je vedno ena taka tenzija med hitrostjo razvoja in med največjo uporabnostjo. Največja uporabnost je seveda, da bi marsikaj od tega, kar delamo mi, živelo v sistemih, v zdravstvenih sistemih, ne samo v Sloveniji, ampak v vsaki teh držav, kjer smo, in da bi avtomatsko se potegnili podatki o pacientu, se predizpolnilo 3/4 točkovnika, ti pa pol dodaš še eno informacijo in avtomatsko se ti shrani nazaj. Je pa tukaj vedno ta tenzija, ko enkrat greš v to smer, je popolnoma drugačen model. Provider za EHR integracije. Kar je čisto solid produkt in po moje je res potreba po kvalitetnih produktih na tistem delu, ampak je pa popolnoma drugo od tega, da se vsakodnevno pogovarjaš z uporabnikom, probaš neke nove stvari dodajati. Če se odločiš, da jutri bo pa tvoja aplikacija izgledala drugače, se lahko odločiš. Kaj greš v to pot, ne moreš tega narediti. Ne? In tukaj se mi zdi, da je vseeno, mi probamo nekako malo bolj ostati ločeni, agilni, tudi zaradi tega, ker se zunanji svet tako hitro spreminja, da če si preveč v teh vodah, zna biti, da te nekaj drugega povozi, tako kot je zdaj umetna inteligenca, ti si pa še vedno v tem nekem starem svetu tam. Ne? Ja, tako da se kukar gleda, ti razpisi za posodabljanje nacionalnih sistemov so na 10-15 let in potem, če se v bistvu odločiš za neko tehnologijo, ostati verjetno težko slediš razvoju, težko dobiš naslednjo posodobitev tega. Tako je. Dobro, potem rad bi se dotaknil tudi te ankete Digital Doctor Survey. To se mi zdi v bistvu zelo zanimiva zadeva, zelo zanimiv projekt, ki ste se ga lotili. Začeli ste leta 2020, če sem prav si prebral, kaj je bil povod, da ste sploh šli v to področje? V bistvu je bilo kombinacija stvari. Želeli smo nekako, vedeli smo, zdaj, ker imamo zdaj že 300,000 zdravnikov, ki nas uporabljajo po Evropi. Imate ogromen user base. Ja, in je v bistvu potrebe so bile na več straneh. Prvo, kot mi z vidika produkta se konstantno pogovarjamo z uporabniki, ampak včasih je v redu se dvigniti malo na ptičjo perspektivo, pa res vprašati široko bazo uporabnikov in dobiti maso informacij hkrati in pol reči, ok, to smo se naučili iz teh informacij, tako bo to vplivalo na razvoj našega produkta. Ne? In v bistvu Digital Doctor je bil po eni strani predvsem to, pač, ok, kako lahko mi zdaj ugotovimo, kaj so glavne bolečine naših uporabnikov, kaj se dogaja na trgu, kako se oni počutijo, ker noter v Digital Doctorju so tudi vprašanja, ki niso z vašo aplikacijo sploh povezane. Ki nimajo nič veze z našo aplikacijo, ampak recimo, kaj so, so zadovoljni s svojo službo, imajo dovolj časa, kje imajo največje bolečine, torej tudi neko raziskovanje, ne vem, kako bi rekel, trga in duševnega stanja naših uporabnikov. Tako da v bistvu imate kot nek panel, rate ste zraven še neka anketna hiša zraven. Tako. In pač recimo vprašanja, ki smo jih postavljali, mislim, da je bilo na zadnjem, letos smo malo spremenili koncept, tako da ni ena anketa, ki enkrat izide, ampak tekom leta pošiljamo vprašanja, večkrat zato, da imamo nek malo bolj dinamičen, tako da dejansko nastane panel. Tako. In v bistvu je iz tega, ne vem, na zadnje smo spraševali o smernicah, kako uporabljajo smernice, kje jih najdejo in tako naprej. In to je vodilo
dosti našega razmišljanja o tem, ko zdaj, ko prihajajo smernice v našo aplikacijo, kako jih narediti, kaj je pomembno, na kak način si jih želijo, in vedno nekaj iz tega poberemo, ne. To je bil en sklop, drug je bil pač res ta intelligence level tudi za naše partnerje, farmacevtski industriji, ker je bilo v smislu nek del vprašanj v Digital Doctorju je vedno bil posvečen, Kje dobivajo informacije? kje dobivajo informacije, kako se učijo, kateri viri so jim zanesljivi, kateri jim niso zanesljivi. To je bilo mogoče, če sem čist direkten, pač na začetku smo vedno imeli težavo, ko smo sodelovali s podjetji, tako, ja, ampak a vas kdo uporablja, a vam kdo zaupa, ker smo neka nova rešitev, ki je mogoče oni ne poznajo, ne. In neka ta validacija mislim, da Digital Doctor je imel med 7,000 pa 10,000 odgovorov vsako leto, smo jo v bistvu sami zgradili. Smo rekli, ok, to pravijo naši uporabniki, tako smatrajo ta vir, tako smatrajo ta vir. To so neke informacije. Ampak ni potem še nek selection bias, če v bistvu samo svoje userje pulate? Seveda. Pošiljate to anketo tudi širše od svojih userjev? Ne, oziroma tako, niso vsi, zato ker pošiljamo čist vsem, ki so kadarkoli bili naši uporabniki, dosti teh uporabnikov ni več uporabnikov naše aplikacije. Torej, imamo še njihov mail, ampak mogoče več ne uporabljajo aplikacije. Zakaj pa recimo, kaj bi bil user case, da nekdo ni več vaš uporabnik? Mislim, Ogromno je tako, imaš določene recimo specializacije, ki aplikacijo uporabljajo bolj redko. Zdaj tudi vidimo, recimo, ogromno ljudi dejansko gre na ChatGPT ali pa gre na Gemini, ker pač rabi drugačne informacije, kot jih naša aplikacija ponuja, ne? Ali pa rabi našo informacijo tako redko, da mogoče se ni nikoli zgradil te navade, da uporablja aplikacijo, ne? Tako da tega je ful širok krog, ne? Recimo in zdaj za Slovenijo to ni taka težava, ker tle smo dominanti in tle nas uporablja, praktično vsak nas uporablja, ki je zdravnik, medtem ko v Španiji, Franciji, Poljski, Nemčiji nismo med glavnimi konkurenti, ne. Tam so že obstoječe rešitve, ki so zelo popularne, in tam imaš pa ogromno tega prehoda. Nekdo z druge aplikacije pride k nam, z naše aplikacije gre drugam, tako da je ta razlog tudi, ne. Tako da je pa definitivno ta bias, da so to že v osnovi uporabniki, ki so vsaj enkrat smatrali, da je mobilna aplikacija dobra rešitev za njihov problem, kar je nek preselected bazen ljudi. Zdaj pa glede na to, da se ne dotikate sem pač stvari v vaši aplikaciji kot neke user improvements pa user research, objavljate tudi te rezultate v kakšnih mednarodnih revijah, ker verjetno so ti podatki zelo zanimivi, sploh zaradi velikosti vzorca. Ja, sami objavljamo te rezultate, nikoli nismo šli preko mednarodnih znanstvenih revij, smo objavili kvečjemu, mislim, da 2 raziskavi, ki sta bili na podlagi podatkov iz naših točkovnikov, ker smo želeli pač tako malo večjo validacijo dati tudi tem točkovnikom in kakšne informacije mi lahko z njimi zbiramo, medtem ko Digital Doctor pa v bistvu sami objavljamo in je pač brezplačno za kogarkoli, da dobi analizo teh podatkov, in za vsako državo, da dobi v bistvu lokalne podatke za vsako državo, in to je bil nek naš način širjenja teh informacij. A se tudi kakšna raziskovalna skupina s tem ukvarja? Mislim, ste že kdaj tudi kakšni raziskovalni skupini delili te podatke? Z Digital Doctorja ne, smo pa iz teh točkovnikov, pa tako smo pa že delali z raziskovalnimi skupinami, ki so pa tudi napisali research paper okoli teh podatkov. Ja. Okay. Zdaj, naslednja stvar, ki bi se jo dotaknil, je pa pač vaš poslovni model, kar je zanimiv. Za končnega userja je aplikacija vsaj te ključne funkcionalnosti zastonj. Kako vi sploh ustvarite profit? Ja, v bistvu je kombinacija 2 različnih stvari. V začetku in prvih tudi 10 let podjetja, oziroma 11 let podjetja, je v bistvu bilo sponzorirana vsebina, oglaševanje. Oglaševanje je v bistvu bil glaven vir prihodka in še danes je v bistvu dominanten vir prihodka, kjer je v bistvu tako. Farmacevtsko podjetje ima novo zdravilo za, ne vem, srčno popuščanje. Mi imamo vse kardiologe v Sloveniji, ki uporabljajo našo aplikacijo, in v bistvu z partnerjem informiramo te zdravnike o novem zdravilu, ki obstaja. Tle so zelo močne omejitve, na kak način informiramo, na kak način označimo, da je to oglaševalska vsebina, na kak način vsebino dajemo v aplikacijo, da je vedno jasno, če je nek oglaševalec, je vedno jasno izpostavljeno, nikoli nimajo vpliva na klinično vsebino, in to je v začetku bilo malo omejujoče, ampak skozi leta je bil v bistvu to tisto, kar nam je dalo neko dolgo živost in prednost pred ostalimi, ker smo vedno rekli, poglejte, mi imamo občinstvo, ki nam zaupa, da ko pridejo k nam, dobijo preverjene informacije, in da nismo zdaj to spriredili, da nismo, ko nekdo išče eno zdravilo, da smo dali drugo zdravilo na vrh, kakorkoli, in to so te omejitve, ki jih mi imamo, kadarkoli bo sponzorirana vsebina, mora biti to jasno izpostavljeno. In to je bil na začetku
najboljši nekak presek. Mi imamo občinstvo, ki ga hkrati tudi zanimajo te novosti v zdravljenju, ni tako, da je to zdaj nekaj, kar je totalno Vsiljeno, ja. vsiljeno, ker je pač relevantno, ni tako, da reklamiramo avte, ne. Pač reklamiramo novo zdravilo za zdravljenje bolezni, ki jo ta zdravnik zdravi, ne, ali pa zdravnica. To je ta en vir, potem smo pa zdaj par let nazaj smo pa začeli z Immediately Pro, ki je pa v bistvu dodatna funkcionalnost, ki pa je realno težko dajemo zastonj, zaradi tega, ker je tudi gre odzadaj za zakup baz podatkov, ki niso zastonj, pač tako interakcije, recimo delamo z enim evropskim providerjem interakcij, ki je v najboljših skandinavskih bolnišnicah integriran in mi tudi njihove podatke zakupujemo, da skozi našo aplikacijo lahko te informacije ponujamo. In za take stvari vedeli smo, da je potreba za take napredne stvari in tudi zdaj, ker je umetna inteligenca še bolj, kjer želimo dati to userjem, ampak skozi brezplačen model pa ni izvedljivo, skozi popolnoma brezplačen model. Tako da imamo še vedno koncept, da je velika večina informacij zastonj, hkrati pa ponujamo to dodatno funkcionalnost, kjer pa lahko uporabnik sam plača, ali pa zdaj recimo, predvsem v Sloveniji, recimo, mislim, skoraj že polovica lekarn tudi zakupuje za svoje zaposlene te licence in tudi zdaj se pogovarjamo z zdravstvenimi domovi, z zdravstvenimi organizacijami, da bi pač tudi one za svoje zaposlene zdravnike ali pa sestre in farmacevte. Ja, saj tukaj je moj glavni pomislek tega direct to consumer marketinga, sploh za zdravstvo, ne. Se mi zdi, da v Sloveniji se velikokrat pričakuje, da se te napredke tehnološke, da jih pač zdravstveni delavci sami kupijo, no. Pa niti ne na tehnološke napredke, recimo tudi za stetoskop je samoumevno, da se ga vsak zdravnik sam kupi, ne, čeprav brez njega ne more opravljati svojega dela. Tako da v bistvu tukaj se mi zdi, da je glavni problem, no, da te organizacije mogoče, kakor se rekli, lekarne že so, ampak bolnice pa velikokrat še niso, ne, pripravljene, da bi v bistvu za svoje zdravstvene delavce kupovale te licence, ne. In to je po moje glavni preskok v miselnosti, ne, ki ga je treba narediti. Iz tega razloga, veš, lahko bi šli dve poti. Lahko bi rekli, okej, imamo to funkcionalnost, pa gremo prek inštitucij, gremo prek bolnic, gremo prek vseh teh različnih, v 14 državah, prek vseh teh drugih kanalov, ampak je dejstvo, da te bolnica te takoj v začetku vpraša, kdo pa to uporablja, ali kdo to rabi, ne. In mi v bistvu delamo z druge smeri. Mi rečemo, okej, gremo prvo direct to consumer, pokažemo, da je tle uporaba, ustvarimo bazo ljudi, ki so v bistvu fani, ki uporabljajo to in ki rečejo, ja, to je najboljša rešitev, in potem se začnemo pogovarjati s temi inštitucijami, čisto z vidika, da se jaz razumem bolnice, pač da neko novo rešitev ti ponudiš svojim zaposlenim, gre nekaj, kar je povezano z informacijami o zdravilih, s takimi stvarmi, rabiš ti res veliko mero preverjenosti, da boš ti rekel, temu vendorju pa zaupam, ne. Mi smo pač mlada firma, nimamo 100 let zgodovine, imamo je sicer že 14, ampak vseeno, ta reputation si treba zgraditi in mislim, da je najboljši način, kako si ta ugled zgradiš, je, da prvo greš direktno do uporabnikov, ker si rekel, ni smiselno, da mora nekdo za svoje delo iz lastnega žepa plačevati. To je tako, kot bi tle v našem podjetju recimo nekdo mogel plačevati, da ima dostop do Slacka ali pa do nekih drugih orodij, ki jih imamo. Pač bi vsi bili tako, kaj je s tabo, pač to jaz rabim za svoje delo, a mi lahko to podjetje plača, ne. In v zdravstvu je res malo ta drugačen pristop, ampak hkrati s tem načinom se mi zdi, da si bomo odklenili to, da ko bo zdaj kaj čedalje več teh pro subscriberjev, pa lahko lažje gremo do neke inštitucije in rečemo, glejte, tukaj si že vaši zaposleni iz lastnega žepa plačujejo za to orodje, kaj pa če bi ponudili licence večjim, ne? Tudi že v Sloveniji smo že par takih imeli dobrih zgodb, kjer je v bistvu bilo iz par uporabnikov, 5-10, ki uporabljajo to in ki so si res to želeli imeti strani podjetja, se je to pa razširilo iz 5 licenc osebnih na 50-100 licenc, ki jih pol ustanova plačuje vsem zaposlenim. In to je v bistvu tisti preskok, ki si ga tudi želimo. Ne? No ja, si želim, da enkrat to pride tudi do našega UKC-ja. Potem pa bi naslednje vprašanje pa pač trendi digitalizacije zdravstva v Sloveniji, ker pač to je del vašega kruha vsakdanjega, vedno več podatkov zbiramo digitalno, papir pa je še vedno temelj v veliko uporabnih zgodbah. A mislite, da bo ta papir vedno prisoten, a nas čaka neko hiperdigitalizirano zdravstvo? Te zadeve grejo itak zelo počasi, no. Ampak kaj mislite na koncu, da nas čaka, recimo? To je zelo dobro vprašanje, ker pač mi imamo vpogled v 14 evropskih držav in vsaka država ima svoje borbe na tem področju in ne bi rekel, da je ena država, ki je zelo napredna ali ni napredna. Kar je čisto posledica tega, da jaz vidim dve stvari. Eno je pač papir bo preživel dalj, kot ljudje mislijo, čisto iz vidika, da je enostavno, pa mogoče se sliši smešno,
uporabniška izkušnja papirja je mnogokrat boljša kot digitalna uporabniška izkušnja, ker pač papir Bistveno hitrejši. hitrejše, papir premore vse. Ima validacije podatkov, karkoli napišeš gor. Tako, lahko imaš držalo. svoj način notiranja in shorthanda, ki je nobenemu razumljiv, ampak tebi razumljiv, da ko pogledaš ta izvid, tle vse imam. Tako da z tega vidika, zaradi tega je tudi taka, se verjetno sam tudi izkusiš, če se kaj s temi sistemi ukvarjaš, ogromnokrat je res borba s temi sistemi, ogromno je podatkov za vpisati, ogromno je dvojnega vnosa, ki je mogoče nepotreben. Mislim pa, da zdaj s tem novim valom digitalizacije, tudi ki zdaj prihaja, pa ko bo ta European Data Space, kjer bo v bistvu podatki res. Od tega se mi zdi, vsi ogromno obetamo. Tako je, vsi si želimo to, da pač se nekako te podatki strukturirajo, da je ta dostop do podatkov malo lažji in da je tudi pol nek ta patient record dejansko neka stvar, ki živi, ni nek mrtev dokument nekje spoln PDF-ov in ne vem česa, ampak nekaj, kar se da raziskovati in brati. In se mi zdi, da tudi zdaj z umetno inteligenco glih prihaja ta val, kjer se ogromno teh starih, nestrukturiranih podatkov počasi lahko začne prelivati v nekaj strukturiranega na avtomatiziran način, ne da pač nekdo to zdaj more prepisovati 6-krat. In se mi zdi, da tukaj je ena priložnost, je pa res, da bo verjetno šlo bistveno počasneje, kot si vsi želimo, ker vedno v zdravstvu gre vse bistveno počasneje. Ja, definitivno. Moram pa reči, da zdaj pred kratkim sem bil na eni konferenci v Varšavi, kjer sem predstavljal rešitev teh patient reported outcome measures, ki ga bomo dali v Sloveniji zraven e-kartona. Pa tako, sicer konferenca je bila omejena na Eastern pa Central Europe, ampak izjemno zanimivo, kako v bistvu Slovenija dejansko že danes je zelo dobro digitalizirana. Mislim, tam sogovorniki, s katerimi sem se pogovarjal, so razlagali, da si oni ne morejo predstavljati tega CRPP-ja, pa imamo e-recept, ki je v bistvu en e-recept za celo državo, pa deluje. Tako. Sicer se velikokrat se mi zdi, nad temi sistemi sami dosti pritožujemo, veliko stvari nam manjka, ampak dejansko je pa Slovenija kar dobro pozicionirana. Tako je, v primerjavi še posebej vzhodno in v srednjo Evropo smo kar naprej. Recimo Nemčija, ki je ena taka država, ki velja za gonilo Evrope in tako naprej. Je pred nekaj leti šele dodala e-recept. Ja, in tudi imajo pač faksi, so še glavni način komuniciranja marsikaterega nemškega zdravnika. Ne. In tukaj je res razpon čez Evropo je res ogromen in ja, v Sloveniji kar dober gre, se mi zdi, da je tudi posledica tega, da smo relativno majhni in da se pod določene rešitve zelo hitro implementirajo. Samo odločitev mora pasti. Tako, nekdo se mora odločiti in reči, to je pomembno, v to smer hočemo iti, medtem ker v drugih državah, ki so 30-krat večje, pa ima vsaka regija ima svoj nek sistem, ki je zgodovinski. Vsaka regija ima svoje mnenje. Tako, in se mi zdi, da imamo zaradi tega imamo že toliko nekih uspehov za nami, pa se mi zdi, da je še priložnost za še več. Ja, zato meni se zdi, da Slovenija, če bomo prav igrali naše karte, bi lahko bila vodilna v digitalizaciji zdravstva in bila pač nek model country, kako te zadeve delati. Predvsem zaradi tega, ker so bolnice načeloma v eni mreži, mislim, večina zdravstva je javnega in v bistvu lahko te spremembe zelo centralno. Tako, marsikaj je bistveno olajšano zaradi tega. Ja. Tako, zdaj, naslednja stvar, ki bi se rada dotaknil, je pa pač poslovna klima v Sloveniji, pa kadri v Sloveniji. Zdaj, vi ste začeli kot startup. Me zanima, kako ste sploh takrat okoli leta 2012, kako ste sploh pristopili takrat k iskanju investitorjev? A takrat so že bili inkubatorji? Takrat je v bistvu bil glih nek začetni razcvet teh inkubatorjev in različnih organizacij, ki so pomagale mladim podjetnikom zgraditi idejo, jo pripeljati do neke mere, da je predstavljena na ta prav način. In takrat je bilo, takrat smo, mislim, da preko Hekovnika je bila smo šli na nek izobraževalni program, kjer so v bistvu oni nam razložili, poglejte, investitorji razmišljajo tako, podjetje treba predstaviti tako, te informacije morate imeti vključene v to. To so key investment documents, te zadeve. Ja, tako, in tukaj v bistvu gre samo za to, da investitorji ti ne morejo pomagati reči, kak produkt moraš ti zgraditi. Lahko ti pa dajo zelo jasen in odkrit feedback na to, ali ima ta zadeva potencial, da raste, ali ima koliko je tukaj dejansko potencialnega prihodka, na kak način predstavljati produkt, da bo ljudem jasno. Recimo ena stvar, ki smo jo takrat zelo dosti vadili, je kako
v 10 sekundah razložiti z enim stavkom razložiti, kaj delaš. In Ne. zato je immediately nastal Ja, in pač ime. tudi to je pač Mhm. iz tega, ne, pač v smislu, mi pomagamo zdravnikom sprejemati boljše odločitve, je bila takrat naša razlaga. In to je nekomu, ki ne pozna medicine, pač mogoče si ne zna točno predstavljati, ampak ima pa zdravniki delate, pa nek software je in s softwarjem zaradi tega lahko paciente boljše zdravijo, ne. In to se je takrat začelo. In to je bil naš povod. Na začetku smo to je bilo v Sloveniji, pol smo tudi predstavljali nekaterim tujim investitorjem. In to se je nekako zavrtelo, da smo potem dobili prve investitorje in iz tega šli na to našo pot, ok, zdaj pa delamo samo immediately širimo več držav. In v bistvu 2012 smo bili s prvo aplikacijo zunaj v Sloveniji, začetek 2013 smo pa dobili prvo investicijo. To je bilo takrat, oziroma začetek 2014, mislim, da celo konec 2023, začetek 2014. Ta investicija je bila pa iz tujine, ne? Iz tujine, ja, 2013. Ja. V Sloveniji takrat ni bilo toliko velikih investitorjev. Vem, da takrat je bil, to je čas tudi Outfit 7. Ne? Tako, ja. V bistvu takrat je bilo, začenjalo se je, bili so Silicon Gardens, so takrat že bili aktivni, ampak mislim, da glih eno leto zatem, ko smo dobili investicijo iz tujine. Predtem smo pa večinoma se pogovarjali, smo se tudi s slovenskimi investitorji, ampak so tudi takrat je res bilo še v povojih in so pogoji bili bistveno drugačni v tujini kot pri nas, recimo pač. To se je zdaj zelo razvilo skozi. Ja, danes se mi zdi, da je tega veliko. Silicon Gardens so še vedno prisotni. Tako, oni so se tudi precej razvili. Ja. In tudi vsi ti naši zgodnji investitorji, ki so bili takrat neki manjši lokalni playerji, ali pa so bili v začetkih, so zdaj skozi leta, skozi uspehe in dobro investiranje, pač res postali malo večje imena, investirajo ne samo v Sloveniji, ampak širom in v Evropi in v Ameriki. Tako da ja, so bile kar, tudi za njih je bilo to neko obdobje rasti in se je precej boljše razvilo. A bi rekel, da ste sedaj na točki tudi vi sami, ko lahko v kakšne take zadeve investirate, oziroma je to še nekaj let kasneje? Mislim, da je to še nekaj let kasneje. Mi smo še vedno v tem obdobju, ker res mi konstantno iščemo, kje je naslednja krivulja vzpona tudi za nas, ne. Nismo še na tej točki, da bi rekel, da smo še. Je pa seveda želja, da če to zgodbo uspešno še peljemo naprej, da eventualno imamo vsi pač to žilico, da želimo spodbujati podjetništvo in želimo pač naprej še to razvijati tudi za druge, ne samo za nas. V enem od intervjujev, ki sem jih bral, ko sem se pripravljal na najin pogovor, ste povedali, da tudi Slovenija zelo visoko kotira zaradi kvalitetnih podjetnikov, pa tudi dobrega znanja zaposlenih. Bi lahko to malo bolj razložili? Ja, mogoče je to moj pogled čisti iz našega področja, z področja medicine. Se mi zdi, da smo nekako, ne vem, to pač zdaj da ne bom posploševal, ampak se mi zdi, da je v Sloveniji ni tako nenavadno, da so ljudje, kako bi rekel, multidisciplinarni, da imajo glih ta zgodba, ne, zdravnik, ki se nauči programirati. Jaz, ekonomist, ki sem se tudi naučil programirati, hkrati se pol z medicino začel ukvarjati. In naše podjetje je po mojem ogromen presek teh ljudi, ki so z različnih disciplin nekako prišli skupaj in imajo na vsakem področju 2-3 stvari, oziroma imajo na 2-3 področjih močne točke in to pol res naredi lahko že zelo majhno ekipo zelo učinkovito. Ne? Da ne rabiš, zdaj pa rabim točno enega človeka za ta en del, rabim človeka za to, ampak imaš v enem človeku že to kombinacijo. Ne? To je po moje deloma zaradi naše majhnosti, zaradi tega, ker že itak moramo biti multitalenti. Ne? Vem tudi recimo pač zgodbe iz drugih industrij, ker v bistvu tako, ne vem, kakšne marketing podjetja, marketing agencije v tujini, imaš za social media, za Facebook je en človek, za Google je en človek in potem je še en za TV oglaševanje, en je za to, ker je pač v Nemčiji toliko velik trg. V Sloveniji bo to ena oseba vodila zaradi tega, ker pač ne more privoščiti, ampak hkrati to osebo naredi zelo multitalented, ne, in ogromno stvari lahko pokriva. Tako z tega vidika se mi zdi kar dober. In mi smo še imeli to srečo, da res zaposlujemo večinoma tudi mladi kadri, ki prihajajo, so iz farmacije, so iz medicine in to so res že tako kar nadrilani kadri, tudi so že vajeni trdega dela, vajeni so res dost efforta vlaga, dost se učiti, ni učenje je nekaj, kar jim je tako, saj itak, to se konstantno delam, ker moram zaradi tega, ker to že moj faks zahteva od mene in se mi zdi, da te želja po učenju, ta drive za učenje in pač ta ambicija je res dobra kombinacija pol za zaposlene. Ja.
In zdaj, glede na to, da ste rekli, da imamo take multidisciplinarne kadre, a tudi okolje, se mi zdi, da je zdaj v bistvu že točka, ko se ne splača več toliko iskati službe v tujini, ampak je v bistvu v Sloveniji se da že v bistvu kar veliko podjetij najti, kjer v bistvu lahko take kadre sploh imajo in jih zadržujejo in jih tudi pravilno nagrajujejo in jim omogočajo rast. Bi rekel, da je boljše, verjetno, kot je bilo, ker vse v zdravstvu, v tem digitalizaciji zdravstva je kar nekaj podjetij zdaj že, ki so kar uspešna. Je pa res, da je pač tujina ima še vedno bistveno večje trge. Ena težava, ki je, da v Sloveniji res moraš narediti ta preboj, da delaš za širše kot za Slovenijo, da potem lahko res vlagaš v kader, da imaš vse te dodatne benefite tega, da je ta posel večji kot sam Slovenija. Verjetno celo boljše, da začneš z nekim drugim trgom, pa potem prideš. Ja, odvisno je, a je tvoj poslovni model, v bistvu je tako, imaš dve veji. Eno je, da absolutno, recimo, če lahko takoj začneš delati za nek ameriški trg ali pa za nek velik evropski trg, bo lažje, ker je tvoj bazen naročnikov in kupcev toliko večji. Hkrati ima pa Slovenija benefit tega, da lahko zelo hitro preveriš svojo idejo, zelo hitro daš nekaj na trg in vidiš ogromno teh permutacij in nek demand. Verjetno zelo hitro tudi do ljudi prideš. Mislim, tako, Slovenija je dovolj majhna, 3 ljudi pokličeš in od kogarkoli. Če nekoga rabiš, pač res, ta pozna tega in je zelo hitro. Tako z vidika tega testiranja je kar uspešna, ampak je pa res, da se je to tudi takrat, odvisno je, kaj delaš. Zaradi neke, recimo, izključno digitalne, če imaš neko aplikacijo, ki je za cel svet, se absolutno splača čim prej, čim širše in se ne omejevati na slovenski trg, samo z vidika tega, ker ti je res cel svet na voljo in zakaj ne bi. Okay. Zdaj, ker gre za res zanimivo podjetje, pač pa tudi, da nima malo promocije. Če bi recimo nekdo se želel zaposliti, pri vas imate kakšen program mentoriranja mladih, tudi starejših, oziroma kako lahko stopi v stik z vami? Najdete nas lahko na kjerkoli omrežju kot Mediately, napišete mail, načeloma pa, kaj je neka zadnja leta najboljša pot v podjetje. Mi vsako leto v bistvu imamo vsebinsko ekipo, ki se ukvarja s podatki o zdravilih, ki se ukvarja s podatki, medicinskimi informacijami, tako in drugače. In to so ponavadi farmacevti, zdravniki, zdravnice in tako naprej. Pač iz te branže vzamemo in še gledamo malo, da so malo multidisciplinarni, ker je to kar velik benefit. In v bistvu imamo vsako leto praktično zaposlimo enega ali pa dva iz študenta, ki ogromno teh ljudi je zdaj polno zaposlenih pri nas in to je v bistvu nek pipeline ljudi, ki so v začetku, ki jih zanima medicina, ampak mogoče si želijo imeti impact na drugačen način kot z zdravljenjem, ali pa je ogromno krat je tudi to, da je dejansko zdravstvo je zelo stresno, zdravstvo je zelo obremenjeno in želijo biti v zdravstvu, ampak vidijo, da bo tista pot mogoče jih čist skurla ali pa da ni nekaj, kaj si želijo. Vedno je nek procent takih ljudi. Ja, se mi zdi, da je vedno manj samoumevno, tako kot je bilo mogoče v prejšnjih časih, da pač moraš ti bolj kaj izdihniti za svojo službo. Vedno bolj prihaja v ospredje ta pomen tega, da imaš še privatno življenje, da lahko greš po službi domov, si sproščen, da nisi izkusil skrbeti. Tako. Tudi verjetno urniki, ki jih prinaša zdravstvo, niso najbolj najbolj zdravi, taki, da te držijo mladega. Tako da verjetno je tudi to neka opcija druga za medicinske kadre. In glih to ravnovesje, work-life balance, pač pri nas se dela dela se težko, ampak je vseeno omejeno tistih 8 ur na dan in to je to. Noben te ne kliče ob 7 zvečer, pa bo dežuren, pa zdaj imaš za vikend imaš dežurstva, pa zdaj se ti je nek plan podrl za ne vem kaj, ker je pač neka nujna stvar prišla vmes. In to se mi zdi, da tudi tu nek benefit. Hkrati je pa še vedno res vsakodnevno v stiku, na nek način tako, ko smo se pogovarjali z zdravniki pa s farmacevti, ki so kaj pri nas, da v bistvu kot zdravnik lahko pomagaš zdraviti x količino ljudi na dan, neodvisno kje si in kakšen tip zdravnika si. Medtem tukaj pa, če imaš neko zamisel, pa mogoče pomagaš zdraviti 300,000 zdravnikom malo boljše, zato ker imaš vpliv prek aplikacije na to pot. In je na nek način zelo hvaležno tako ali drugače. Nekdo se bolj vidi v tisti sferi, nekdo se pa bolj vidi v tej sferi, da proba to svoje znanje še ostalim zdravnikom na svetu podeliti. Tako, se mi zdi, da smo imeli kar izčrpen pogovor, veliko zanimivih tem. Je še kaj takega, kar bi mogoče dodali? Ne, mislim, da smo kar izčrpala. Pač se mi zdi, da
če koga zanima zdravstvo, če koga zanima pomoč, kako izboljšati zdravljenje pacientov in ima ideje v tej veji, nas lahko kontaktira, vedno smo odprti za pogovore. Smo relativno ozko omejeni v tem področju, kjer smo. Tle vidimo našo prednost, delamo na zdravilih in stvarmi povezani s tem. Ampak ja, če koga zanima, kako se to deluje, smo odprti za vprašanja, komentarje in z veseljem delimo naše izkušnje na tem področju. Super, najlepša hvala vam za vaš čas, za vaše znanje, vaše poglede. Meni je bil pogovor zelo zanimiv, pa definitivno bo tudi našim poslušalcem. Hvala. Hvala vam. Ob koncu epizode bi se rad zelo lepo zahvalil našemu gostu Blažu Triglavu, ki je poskrbel za zelo zanimivo epizodo. Tudi sam sem se naučil veliko novega. Hvala tudi vam, poslušalci, ki še vedno vztrajate z našo vertikalo zdravstvo, ter hvala ASEF-u, ki financira in podpira izhajanje tega podcasta. Se vidimo naslednjič.